Pozdravljeni. Lepo pozdravljen. Hvala, da ste si vzeli čas. Prihajate iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, ki ste bili vodilni partner projekta EIPA projekta Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč s prenosom znanja na kmeta. Gre za poseben projekt, kjer je razvil rezultatsko usmerjen ukrep v okviru KOPOP-a. Kaj je posebnost tega projekta? Ja, kot ste omenili, smo razvili prvi rezultatski KOPOP ukrep za Slovenijo. Zdaj, najprej smo sploh mogli strokovno uskladiti skladišča med naravovarstvom in kmetijstvom, da dosegamo vse cilje. Nato smo predlog tega ukrepa razvili strokovno in ga 2 leti testirali. Vsi partner projekta, ki smo bili pa tako naravovarstvena stroka, kot botaniki, kot kmetijsko-svetovalna služba, kot 7 partnerskih kmetij. Tako da razvili smo ta ukrep, ki temelji na tarčnem ohranjanju vrstno pestrih travišč. Za razliko od upravljalskega ukrepa, ki določa način upravljanja, rezultatski ukrep določa rezultat, to se pravi rezultat je v tem primeru ohranjeno travišče. In skozi projekt smo ugotovili, da to ocena ohranjanja travišč je enako dobro lahko kmet sam določa prek neke aplikacije in se svojo oceno lahko približa in botaniku, in naravovarstveniku, in kmetijsko-svetovalne stroke, ker ta ocena je ključna za izvajanje rezultatskega ukrepa. Ja, rezultati tega projekta so bili dejansko uporabljeni potem pri programiranju operacij v okviru KOPOP-a. Kakšni so pogoji za vstop v ta ukrep? Kaj to prispeva izvajanje tega ukrepa za naravo, na drugi strani za kmete? Ja, kot ste omenili, je ta ukrep BK15, ohranjanje suhih travišč, zdaj del strateškega načrta za Slovenijo in se je letos prvič vpisval, 2025 so se kmetje lahko vpisali v ta ukrep. Specifika je, da mora kmet najprej sam izraziti interes pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Le-ta potem te površine da v ocenjevanje ohranjenosti travišč, pripravi površine primerne za vpis in te površine so samo travišča, ki so v ugodnem stanju. To se pravi ta suha travišča, ki so v evropskem merilu zelo ogrožena. Te kmetje se potem lahko vpišejo, zdaj za razliko od upravljalskega ukrepa, kjer ta ukrep ne predpisuje načina upravljanja. Kmet sam določa upravljanje, seveda mu je pa vedno mora imeti v mislih rezultat, ki pa je ugodno ohranjeno travišče, to se pravi s ekstenzivno upravljanjem travišč zagotavlja višji rezultat je pa večje plačilo, ker se višina plačila veča z ugodnim ohranjenostjo travišč. To je ta prednost, ker daje kmetu neko možnost, da se sam odloča, glede na sezono, glede na kaj ima sam na kmetiji. Poleg tega je bila pa razvita tudi mobilna aplikacija za pomoč ocene tega ohranjenosti travišč, kjer kmet od 2. do 4. leta prek aplikacije sam oceni ohranjenost svojega travišča in tudi je na podlagi tega ocene potem izplačilo izvedeno strani AKTRP-ja. Tako da ima v bistvu ukrep malo več prelaga na kmeta, neke samoiniciativnosti in znanja, vendar smo mu mi vedno in kmetijska svetovalna služba in naravovarstveniki smo mu prek izobraževanj na voljo, da seveda te svoje znanja pridobi v okviru izobraževalnih delavnic. Hvala lepa. Hvala vam.